V Splošni bolnišnici Celje zaključili energetsko sanacijo osrednjega bolnišničnega objekta. V Velenju so odprli kreativni center Čuk. Novi tednik proslavil 76. rojstni dan. Z naslovom državnega prvaka Dobovec zaključil najuspešnejšo sezono v zgodovini kluba. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. V Splošni bolnišnici Celje so zaključili skoraj 6 milijonov evrov vredno energetsko sanacijo osrednjega bolnišničnega objekta. Nekdanja rumena stavba bolnišnice je tako dobila nov fasadni ovoj, zamenjali so stavbno pohištvo in obnovili streho. Simbolično so naložbo včeraj s prerezom traku namenu predali direktorica bolnišnice Margareta Guček-Zakošek, vršilec dolžnosti strokovnega direktorja Ratko Komadina in državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Franc Vindišar. Simbolno odprla energetsko prenovljena osrednja bolnišnična. Bolnišnični objekt, ki so ga gradili v prvi polovici 80. let prejšnjega stoletja, a je bil del prostorov vrsto let prazen, zdaj po 40 letih kaže novo, modernejšo zunanjo podobo. Po dobrem letu dni, naložbo so začeli aprila lani, je tako energetska sanacija zaključena. Ta projekt je prišel sicer nepričakovano leta 2019 in kljub hudi finančni situaciji takrat smo se pogodili z medicinskim delom, da je vendarle ta del toliko pomemben, da sofinanciramo tudi mi skupaj z Ministrstvom za zdravje in SVRK-jem ta projekt in danes smo veseli, še posebej, ker se je gradnja odvijala oziroma ta sanacija v izredno zahtevnih pogojih epidemije kot vremenskih pogojih. In brez vseh zaposlenih in vseh vpletenih nam ne bi uspelo. Gre za eno večjih naložb, saj je skupaj z vsemi nepredvidenimi deli, ki so naložbo podražili za 400 tisočakov, stala 5,9 milijona evrov. Zdravstveno ministrstvo je prispevalo večino denarja, 3,17 milijona evrov. Dober milijon je prispevala bolnišnica, projekt pa je sofinanciral tudi Evropski kohezijski sklad. Praktično za nas predvsem pomeni, da se ne bomo bali vsakega neurja, ki bo prišlo in recimo dializni center je čisto v vsakem nalivu že imel zatekanja in so stali praktično škafi in razne posode okoli. Se pravi, ne bomo več pod stresom, ko bodo neugodni vremenski pogoji, hkrati pa seveda za okolje in za bolnišnico pomeni to, da bomo porabili manj denarja za ogrevanje in da bomo imeli tudi seveda manjši oglični odtis na okolje in bomo s tem okolju bolj prijazna organizacija. Naložbo je izvajalec zaključil v roku, kljub številnim nepredvidenim situacijam in epidemiji, ki je delo v bolnišnici precej spremenila. Dobršen del naložbe je, takrat kot strokovni direktor bolnišnice, aktivno spremljal tudi aktualni državni sekretar. Sem 95% izvajanje tega projekta bil tu in sem pravzaprav aktivno sodeloval pri zagotavljanju pogojev, da se ta projekt kljub epidemiji lahko izvaja. Razen nadstreška sem videl vse, nadstrešek je pa v tem času, odkar sem v Ljubljani na novo postavljen. Objekt je res nov, svež, nekako času primeren in zelo sem vesel, da so zdaj zagotovljeni vsi pogoji, da bodo tudi pacienti in pa tudi zaposleni bivali zdaj pa delali v neprimerno boljših pogojih, kot je bilo to prej, ko so marsikatero okno je že puščalo, marsikaj je zatekalo, zdaj sem pa prepričan, da tega več ne bo. Poleg nove fasade in boljše toplotne izolacije je ta del bolnišnice dobil nova okna in vrata, prenovo pa je dočakala tudi dotrajana streha. Otvoritev energetsko saniranega objekta so pospremili s krajšim glasbenim programom, v katerem je nastopila skupina The Schlagers iz gimnazije Celje Center. V mestni občini Velenje so namenu predali kreativni center Čuk v starem Velenju. Naložba je vredna 1 559 000 evrov. V okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 do 2020 pa sta ga sofinancirali država in Evropska unija. V starem Velenju so odprli kreativni center Čuk.
Na Mestni občini Velenje so prepričani, da bo center valilnica številnih novih kreativnih idej, ki bodo zagotovo spodbudile tudi utrip revitaliziranega starega mestnega jedra. Vemo, da je na tej lokaciji v preteklosti stal objekt, star mislim, da preko 140 let, ki je bil seveda nevaren tako za uporabnike tistega objekta, kot tudi za mimoidoče. Zato smo lahko bili veseli, ko smo leta 2016 prejeli tudi kulturno-varstveno soglasje k temu, da lahko ta objekt podremo in seveda na tej lokaciji v skladu z vsemi smernicami in normativi postavimo nov nadomestni objekt. Leta 2017 so ga prijavili na razpis v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Njegova vrednost je dobrega 1,5 milijona evrov, od katerih je skoraj 1 milijon evrov nepovratnih sredstev iz Evropske unije. Dobrih 200 tisoč evrov je pristavila še država, ostala sredstva smo pa zagotavljali v proračunu Mestne občine Velenje. V pritličju novega kreativnega centra bo deloval čevljar in botična trgovinica s testeninami. Ostali pritlični del pa je predviden kot predstavitveni prostor oziroma odprta tržnica, kjer bodo potekale razne predstavitve. V naslednjem nadstropju je nekaj skupnih prostorov in 6 poslovnih prostorov. Trenutno imamo oddane 3 poslovne prostore, tudi naši domači manjši podjetniki, 3 pa še bodo odprt razpis, da se še lahko kdo prijavi. V mansardi je enovit coworking prostor, ki ga vodi Saša Inkubator. Ampak, kot radi rečemo, vsak prostor je na koncu še vedno samo prostor. In vsak prostor potrebuje dušo, kar mislim, da kreativni center Čuk jo ima. Potrebuje pa tudi kvalitetne vsebine, na podlagi katerih jasno sledimo našim zastavljenim ciljem. Kot že omenjeno, Saša Inkubator je prevzel v upravljanje zgornji del prostora, kamor smo že uspešno preselili obstoječa mlada podjetja, ki so si svoje mesto poiskala v coworking centru pri nas v Standardu. Želimo si, da se ta kreativni podjetniški duh iz Standarda preseli skozi staro mesto in nekako naseli tudi v starem Velenju. Zato tudi sam koncept celotnega objekta temelji na povezovanju. Povezovanju starih industrij, starih obrti z novimi kreativnimi rešitvami, ki se pa v Saša regiji uspešno rojevajo iz dneva v dan. Prejšnji teden so v Saša Inkubatorju uspešno zaključili program Startup Generator, kjer se je rodilo 6 novih perspektivnih ekip. Prepričana sem, da je kreativni center Čuk tisto mesto, kjer se bodo rojevali novi talenti in uspešno sodelovali z starimi obstoječimi obrtmi, z skupnim delovanjem, z pozitivno promocijo in skupnim nastopom na trgu, pa sem prepričana, da se bodo tukaj rodile zgodbe, ki bodo ime Velenja ponesle tudi izven Slovenije. V neposredni bližini kreativnega centra Čuk poteka še ena investicija, tako imenovana prenova starega trga. Na občini pa so že prejeli tudi gradbeno dovoljenje za revitalizacijo opornega zidu pri cerkvi v Starem Velenju, sočasno pa se pripravlja tudi projektna dokumentacija za rušitev še enega objekta v neposredni bližini novo odprtega kreativnega centra Čuk. Časopis Novi tednik praznuje letos 76-letnico obstoja. Jubilej so minuli vikend z nastopom Mirana Rudena in Natalije Verboten skupaj z bralci proslavili v celjskem mestnem središču. Novi tednik kljub spremenjenim razmeram na trgu ostaja osrednji kronist dogajanja v regiji. Tudi zato se ponašamo s sloganom, da smo prvi v regiji. Prvi zaradi tega, ker smo bili dejansko časovno gledano prvi v regiji in ker dejansko smo še vedno edini časopis, ki pokriva dogajanje v 33 občinah Savinjske regije. Naše zgodbe so preverjene. Gremo na teren, poiščemo posameznike, tiste ljudi, ki si res zaslužijo, da jih predstavimo. Naš velik plus v tem obdobju, ko splet dejansko preplavlja že vse skupaj, je pa to, da je informacija preverjena, da je verodostojna, da imamo novinarje, ki so redno zaposleni, ki gredo na teren, vprašajo eno stran, drugo stran in potem prikažejo celovito zgodbo. Kakšni so načrti za prihodnje? Ja, zelo verjetno bomo krepili spletno stran, tudi zdaj že veliko delamo na tem. Pustimo se presenetiti.
Dobovec je državni prvak v futsalu za sezono 2020-2021. V finalni seriji je Dobovec 3-1 premagal Litijo in četrtič v zgodovini kluba osvojil naslov prvakov. Z naslovom državnega prvaka si je Dobovec priigral tudi nastop v Ligi prvakov v prihodnji sezoni. Mislim, da je bila sezona vrhunska. Osvojili smo tako pokal kot prvenstvo in prišli med 8 najboljših v Evropi. Mislim, da je to težko, kjer klub več ponovil slovenski. Če črto potegnemo, res bilo vse super. Na koncu pa vseeno največ pomeni ta naslov državnih prvakov, ki ti zagotavlja spet igranje v Ligi prvakov. Sigurno po finali, tako ste rekli, ni bilo lahko. Litija se je pokazala kot dober nasprotnik, ampak vseeno mislim, da smo dominirali, da smo pokazali, da imamo večjo kvaliteto, pa da smo na koncu tudi zasluženo zmagali. Če državnemu naslovu dodamo še pokalno lovoriko in četrtfinale Lige prvakov, potem je jasno, da govorimo o najuspešnejši sezoni v zgodovini kluba. Prvi in osnovni pogoj so finance. Če naši sponzori ne bi zagotovili dovolj denarja, ne možeš sestaviti vrhunsko ekipo. To je prva stvar. Druga stvar je sigurno, da to ekipo bolj treba nekdo voditi. Tako da mislim, da na naši klopi je človek, ki je verjetno najboljši trener na Balkanu in je to znal povezati celoto. In pol pač dobro delo na treningi se obrestuje vedno in mislim, da smo pol na terenu bili vedno, ko je bilo najbolj potrebno, smo bili pravi in zaradi tega smo pač osvojili kar se da in da smo naredili izkorak še v Evropi. Tako da mislim, da če potegnemo črto, res bila sanjska sezona. Na domači futsal sceni v primerjavi s prejšnjimi leti ni prišlo do bistvenih sprememb. Dobovec je bil najboljši še 4. leto zapored. Liga zadnjih par let se mi zdi, da je kvaliteta upada, da je vedno manj kvalitetnejših igralcev, čeprav se kaže par mladih dečkov, bi lahko pač dvignili to kvaliteto, ampak vseeno mislim, da kvaliteta lige ni na nekem visokem nivoju, tako da tu so 2-3 klubi, ko realno se lahko borijo za naslove, ampak mislim, da koncentracija kvalitete pač v Dobovcu, tako da na koncu, če pogledamo, smo dominirali res celo sezono, ta en poraz je bil v končnici na penale v finalu in mislim, da da nismo imeli letos konkurence in da smo ekipo tako sestavili, da bo res težko kdo spet sestavil tako močno ekipo v prihodnje. Kujtim Morina ostaja na klopi Dobovca tudi v prihodnji sezoni. Rok Mordej, ki je tudi športni direktor kluba, večjih sprememb ne načrtuje niti v igralskem kadru. Čez vikend smo imeli neke sestanke, tako da neki plan je, da se ekipa zadrži oziroma večina igralcev, mislim, jaz vedno rečem, da tudi prav je, da se ekipa osveži vsako sezono, da ni monotonosti, da pač da neki dodatni igralec oziroma neka sprememba mora biti, ampak neki osnovni cilj je, da se večina ekipe zadrži in da pač sigurno Dobovci so cilji zadnje leta vedno najvišje na domači sceni, pač v Evropi pa pač moraš se kaj poklopiti, da dosežeš spet ta uspeh, ampak vseeno mislim, da cilj tudi v Evropi je, da prijemo čim više. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. Zjutraj in dopoldne bo na Primorskem pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. Četrtek in petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, plohe in nevihte bodo bolj pogoste. Tudi tokrat zaključujemo dogodke dneva na televiziji Celje z vremensko napovedjo. Hvala lepa za vašo pozornost, bodite z nami ponovno jutri. Do takrat pa lep pozdrav in srečno.